Živijo, en lep kolesarski pozdrav. Za 2 uri sem se odpravil ven. Žena pa me je prosila, če lahko povem kaj o uporabi kolesarskih očal. Počasi bo konec aprila, zunaj je prijetnih 21 stopinj Celzija. Krasno vreme za izkoristiti. Jaz sem se odpravil proti Ajdovščini, prvih 11 km bolj po stranskih cestah, potem pa kar po glavni. V Ajdovščini me čaka krajši vzpon do izvira reke Hubelj. Tam bom natankal svežo studenčnico. Potem bom pa gledal tako, da se ne bom vračal prav po isti poti nazaj. Kar se tiče kolesarskih očal, lahko mirno rečem, da mi pomenijo nepogrešljivi del kolesarske opreme. Rajši grem od doma brez bidona, kakor brez očal. In to je živa resnica. Saj mislim, da okrog tega ni kaj dosti za razlagati, ker kolikor vidim po cesti, praktično ni kolesarja brez kolesarskih očal. Je pa res, da ne dajem toliko pozornosti, kakšna očala kdo uporablja, tako da mogoče bo vseeno kakšno prišlo prav. Kakorkoli, če se je kdo že kdaj peljal brez očal na kolesu, je takoj ugotovil, zakaj so očala tako nepogrešljiva. Namreč gre za zaščito oči. To je zelo pomemben človeški organ. In že pri malo večji hitrosti se nam oči začnejo solziti, vid se poslabša, kar pa že pomeni nevarnost pri vožnji v prometu, saj lahko spregledamo kakšno oviro na cesti ali kakšno drugo nevarnost. Poleg tega pa je na cesti tudi zmeraj polno prahu, razni manjši delci in pa žuželke, kar seveda predstavlja problem, če dobimo v oko kakšen tujek. Še večjo korist pa očalom dodajo raznobarvna stekelca, ki lahko izboljšajo vid v različnih vremenskih pogojih. Ok, tle je zdaj ta vzponček do izvira Hubla, približno 2 km dolg, povprečje bi moglo biti tam okoli 7%. Bom doma točno preveril na internetu, koliko je. Se vidimo na vrhu. Moja očala so znamke SH+, to je italijanska znamka nižjega cenovnega razreda. V kompletu pa dobiš okvir in 3 pare stekelc. Stekelca so plastična, upogljiva, tako da je montaža zelo preprosta. Jaz sem poleg teh rjavih stekelc dobil še en par roza stekel in en par popolnoma prozornih stekelc. Tista popolnoma prozorna stekla so namenjena slabšim vremenskim pogojem oziroma slabšim pogojem vidljivosti. Še posebej recimo, če bi se odločil za kakšno daljšo pot in da bi štartal že zjutraj ob temi. Tako da predstavljajo zgolj zaščito oči pri vožnji na kolesu. Potem tista roza stekelca naredijo tako razpršeno svetlobo in so zelo primerna za vožnjo v megli, ker dajo občutek, da vidiš dosti bolje in dosti dlje. Ne bi vam znal povedati, kakšen fizikalni fenomen se skriva za tem pojavom, ampak tako je, tak občutek je.
in jaz jih v megli redno uporabljam. Ta rjava stekelca, ki jih imam največkrat, seveda pa pomenijo zaščito pred močnim soncem. Največkrat jih imam zaradi tega, ker sem glede vremena precej izbirčen in izbiram čim lepše dni za kolesarjenje. Sicer se ne ustrašim burje, megle in oblakov, ampak vseeno, če se le da in če je lepo, grem rajši v lepem vremenu. Poleg tega pa imajo ta rjava stekelca še eno funkcijo, in sicer lahko med vožnjo držimo glavo popolnoma naravnost, dejansko pa z očmi opazujemo levo in desno, ter si tako na skrivaj obgledamo ob cesti kakšno lepo kapelico, rastlino ali kakšen drug pojav. Ko kupujemo kolesarska očala, je prav, da se nam lepo uležejo ob glavi, da lepo tesnijo, ker bo to zagotavljalo tudi to, da nam znoj s čela ne bo tekel direktno v oči, ampak se bo lepo zlival ob strani, ob robu očal proti licem. Pri dobrem tesnenju očal bo prišlo tudi do tega pojava, da se bojo očala v kakšnem hladnejšem vremenu in po večjem naporu zarosila, kar pa enostavno rešimo tako, da jih čisto malo odmaknemo od obraza in jih bo pač zrak posušil. Po zimi se to rado zgodi že na kakšnem semaforju, meni se je pa to danes naredilo pri izviru Hublja, kjer sem bil že malo preznojen, temperatura je bila pa lahko par stopinj nižja kakor v dolini. Za take primere je fajn, da imamo s sabo kaj za obrisati, kakšno krpico, kakšno vrečko iz blaga. Sam dres ni najboljši, ker je lahko bolj masten, ampak če si očala lahko po poti obrišemo, je to zelo, zelo fajn. No, naj dodam na tem mestu še to, da je možno kupiti tudi zelo lepa športna kolesarska očala z dioptrijo. Seveda to govorimo potem o cenah 400 in več evrov. Za tiste, ki imate težave z očmi, se lahko najde tudi taka rešitev, če ne želite pod navadnimi kolesarskimi očali uporabljati leč. Vožnja s kolesarskimi očali je lahko moteča, kadar nas kaj tišči, pod navadi tam, kjer pri ušesu ali pa pri kakšnem stiku, kjer čelada pritiska nanje. Kolesarska očala so lahko moteča tudi v kakšnem klancu, kjer se izdatno potimo. Rado se zgodi, da nam znoj priteče na stekelce, kakšna mušica lahko zaide noter. V takem primeru tudi profesionalce vidimo, da očala preprosto snamejo in jih zataknejo nekam za čelado. Vožnja je počasnejša, tako da ni kakšne nevarnosti tujka v očesu, tako da je v bistvu brez očal dosti bolj udobno. Jaz sem že spet okrog nazaj v Novi Gorici. Če sem karkoli pozabil, dol spodaj so komentarji, pa kar napište. Jaz sem pa danes po daljšem času spet bil pri izviru Hublja. Link od Strave z vsemi detajli je spodaj v opisu videa. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.